V Krškem so ponovno gostili ustvarjalce in snovalce kulturnega življenja v občini. Ob kulturnem prazniku so se s priznanji in plaketami že tradicionalno poklonili tistim, ki so v zadnjih letih na področju ljubiteljske kulture pustili največji pečat. Najžlahtnejšo zlato Prešernovo plaketo je letos prejela dolgoletna gledališka ustvarjalka Boža Ojsteršek. Prejeti Prešernovo plaketo se mi zdi častno. Ne zdi se mi to samo to, da opazijo tudi drugi, da delaš nekaj, kar je na kulturnem nivoju več kot pričakovano, ampak je to posebno priznanje, ki poboža dušo in srce in da navdih in da tudi zagon. Prejeti zlato Prešernovo plaketo, to pa se mi zdi pa veličastno, tako tudi nameravam reči zvečer, zato ker je to nagrada, potrditev za življenjsko delo. Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo čez 3 leta praznuje 100-letnico delovanja in v društvu že tečejo priprave na obeležitev okroglega jubileja. Poleg zlate so podelili še 3 srebrne in 8 bronastih Prešernovih plaket ter 2 priznanji. Med prejemnike bronastih Prešernovih plaket se je zapisala tudi pevka Anja Žabkar. V bistvu ta nagrada mi pomeni potrditev, da delam v pravo smer in da sem se v bistvu prav odločila, ko sem se odločila za glasbeno pot. Žabkarjevo čaka pestro leto, saj je na področju koncertiranja precej dejavna. Prav tako pa delujem že dobrih 10 let v pevskem društvu Naša pesem, s katerim prirejamo več koncertov letno in tudi zdaj marca, ravno nas čaka tudi pomladni koncert z naslovom Vrača se pomlad. Slavnostni govornik na prireditvi je bil prejemnik zlatega znaka Javnega sklada za kulturne dejavnosti in večkratni nagrajenec Linhartovih srečanj Rok Sanda. Kot je poudaril, je kultura jedro skupnosti, jedro naroda. Veliko je mogel slovenski narod dati čez, da je danes tukaj, kjer je, da se lahko izražamo v lastnem jeziku. In to se imamo največ za zahvaliti pravzaprav boju na kulturnem področju. Zahvaliti imamo slovenski pesmi, slovenski književnosti, slovenski umetnosti nasploh. Poudaril je tudi nujnost povezovanja. Samo ko smo enotni, samo ko si pomagamo, samo takrat lahko doživimo rast, tako osebno kot družbeno. Ne smemo pozabiti na kulturo, ona nas je rodila. Ampak ne moremo pa zrasti, če tekmujemo med sabo, če se stalno samo primerjamo z drugimi ustvarjalci, ali smo na boljšem ali na slabšem. Nagrade niso za to, da tekmujemo, nagrade so za to, da se zahvalimo za delo. Predsednik Zveze kulturnih društev Krško meni, da je kulturno življenje v občini na visoki ravni. Ob tem izpostavi nekaj sredin, kjer je ljubiteljska kultura najbolj zastopana. Imamo od likovnikov, fotografov, predvsem so pa močnejša društva, ki delujejo na odru, to so gledališka društva in pa tudi pevska društva. Ne smemo pa pozabiti tudi, da simfonični orkester in ostale orkestrske skupine so tudi naši člani. Brezovšek ob tem dodaja, da se v kulturnih društvih v zadnjem obdobju vse bolj soočajo s pomanjkanjem mlajših članov. Mladi člani so predvsem vezani, če starši, se pravi oče ali mati, delujejo v posameznem kulturnem društvu. Mladih, ki bi se pa sami odločali, je pa zelo, zelo malo in to bo predstavljalo kar velik izziv za kulturna društva, ne samo danes, ampak tudi v prihodnjih letih. V kulturnih društvih, ki delujejo v občini Krško, so s pogoji za delovanje načeloma zadovoljni. Občina za kulturo letno namenja okoli 2,5 milijona evrov brez investicij. Seveda treba tukaj reči, da imamo 2 večji inštituciji, ki sta pravzaprav največja porabnika teh javnih sredstev. Gre za kulturni dom in pa seveda našo knjižnico. Če pa govorimo o ljubiteljski kulturi, je tu letna dotacija za delovanje ljubiteljskih društev kulturnih približno 105 tisoč evrov. Seveda pomagamo tudi z urejanjem in usposabljanjem prostorov, oddajo prostorov brez nekih posebnih najemnin in podobno. Tako da, če bi se šteli še to, je seveda teh sredstev bistveno več. Jaz mislim, da vsaj 2,5-krat več.